vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak, da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Radost od Boga edina, širka ti elizijska, to je hramena stopinja, vodijo božanstvena. Blagor tvoj po mnogem veku nam pregnal je kruta noč. Človek spit je brat človeku, koder veje tvoja moč. Blagor tvoj po mnogem veku nam pregnal je kruta noč. Človek spit je brat človeku, koder veje tvoja moč. O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in rekel: Tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Puste leže tam strme proti nebu slepimi očmi in prosijo milosti. Na zadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsujil je na vse štiri strani, od Štajerskih goric do strme tržaške obale, pa od Triglava do Gorjancev, in rekel: veseli ljudje bodo živeli tod, pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Vsekakor je rekel, se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila. Zrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi pred tem čudom Božjim. Srce ostrepeče od same sladkosti, da je Bog ustvaril paradiž veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vsekakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki, pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo, ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni, kakor velikonočno potrkavanje, in zvezde pojo, ker se na svoji svetli poti ustavijo, ker so vzrona čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina. Pozdravljena iz veselega srca. Drage obiskovalke, cenjeni obiskovalci nocojšnjih dogajanj, s katerimi se našemu Bogu in Gospodu Jezusu Kristusu ponižno zahvaljujemo
za neprecenljiv dar domovine, ki smo jo ponovno izročili v varstvo Božji materi Mariji, kraljici Slovenije, ter v priprošnjo blaženega Antona Martina Slomška, mučenca blaženega Alojzija Grozdeta in božjih služabnikov Vovka, Gnidovca, Baraga, Halasa in drugih slovenskih mučencev, ki leže po številnih jamah, breznih, vrtačah in rudniških jaških. Trdno zaupamo in verujemo, da njihove žrtve niso bile zaman, kajti Bog more tudi zlo obrniti v dobro in v blagoslov naši ljubljeni domovini. V slovesno akademijo so nas popeljali pevci iz glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška ter vselej dobrodošel gost, velik domoljub, slovenski pesnik in gledališki igralec Tone Kuntner s Cankarjevo himno domovini. Besedo pa sedaj predajam patru Janezu Sraka, ki bo spregovoril v imenu organizatorja Akademije skupine katoliških izobražencev v Mariboru. Pater Sraka, lepo prosim. Spoštovani moljivci in moljivke za domovino. Ta devetdnevnica za domovino poteka v 25-letnici slovenske države in ima zavezujočo vsebino: edinost, sreča, sprava. Skupina katoliških izobražencev v Mariboru se vključuje v bogoslužno in domoljubno dogajanje z molitvijo, pa tudi s to akademijo, s katero vam želimo podati nekaj razlogov za to, da radi molimo za domovino, pa tudi, da radi razmišljamo o tem, kaj bi bilo dobro za vse skupaj nas. V imenu naše skupine prisrčno pozdravljam vas, spoštovani gospod Načkov, metropolit Alojzij Cvikl, ki ste slovesno svetomašo začeli devetdnevnico. V naši sredi z veliko hvaležnostjo pozdravljam nosilce osamosvojitvenega dogajanja v Mariboru leta 1990 do nastanka države in do konca Demosove vlade. Med nami so dr. Ludvik Toplak, predsednik Družbeno-političnega zbora Republike Slovenije, gospod Stanko Holc, predsednik Demosa v Mariboru, magister Zdravko Luketič, član mariborskega Demosa, ki je zastopal slovenske krščanske demokrate, danes pa je mariborski podžupan in uradno zastopa gospoda župana Fištrovca, ki je na službenem potovanju v tujini. Prisrčen pozdrav velja vsem tukaj prisotnim, ki ste v tistih prelomnih dneh vsak na svoj način sodelovali pri zgodovinskem dogajanju, rojevanju samostojne Republike Slovenije. V imenu naše skupine se iskreno zahvaljujem vsem vam, ki ste se odzvali našemu povabilu k sodelovanju pri tej akademiji in nas boste vsak na svoj način nagovorili. Spoštovani, ko se v teh prazničnih dneh ob 25-letnici samostojne Slovenije v molitvenem in slovesnem razpoloženju vračamo in poglabljamo v tiste nepozabne dogodke, v bistvu iščemo pravi in dejanski domet takratnih odločitev slovenskega ljudstva. Vrsti pomembnih odločitev, ki so pripeljale do samostojne države, je bil plebiscit ključnega pomena. V plebiscitu so se strnila večstoletna pričakovanja slovenskih rodov, hkrati pa se oblikovala celostna in jasna zavest, kako želimo živeti kot samostojno ljudstvo s svojo državo po zgodovinskem porazu komunizma skupaj z drugimi narodi v Evropi.
Tako je plebiscit po eni strani osmislil našo zgodovino, po drugi pa opredelil našo pot v prihodnost. Kot zgodovinsko dejanje slovenskega ljudstva ima svojo velikansko simbolno vrednost in miselno sporočilo, ki je jasno nakazalo istovetnost slovenskega ljudstva do drugih narodov in do nas samih. Sosednji in ostali narodi so pomen plebiscita razumeli in ga potrdili, ko so uradno priznali našo mlado državo. Uradno mednarodno priznanje naše države je tudi pomenilo, da države pričakujejo, da bo samostojna Slovenija blagodejni dejavnik v mednarodnem sožitju in bo to zmogla, če bo razvijala in poglabljala svojo istovetnost v duhu vsebin, ki jih je slovensko ljudstvo jasno izrazilo in sprejelo kot svoje vodilo v prihodnost. Iz mednarodnega priznanja in odločitve slovenskega ljudstva za vrednote, ki so prisotne v plebiscitarni odločitvi, pa izhaja naše trajno poslanstvo in zaveza, da se v vseh naših velikih odločitvah navdihujemo v plebiscitarnih vsebinah, jih tolmačimo v duhu svoje več kot tisočletne krščanske duhovne in politične izkušnje ter dosledno temu delujemo kot država in narod na mednarodni ravni. Razvijanje naše narodne istovetnosti v duhu plebiscita je tudi politična postavka v Evropski uniji, ker je v Evropski ustavi zapisano, da vsaka država članica Evropske unije primarno deluje iz svojega duhovnega in narodnega bistva in išče skupne točke ter jih usklajuje z ostalimi članicami. Vsaka članica je najprej poklicana, da na najboljši možen način poskrbi za svoje prebivalce. Za takšno delovanje nam je prav gotovo zgled Mojzesa izpred 3250 in več let. Mojzes je v pogledu na obljubljeno deželo na robu puščave, ki jo je prehodil v 40 letih s svojim ljudstvom in ko je imel pred seboj mesto Jeriho, v Božjem imenu takole govoril svojemu ljudstvu, torej tudi nam in našim oblastnikom. Če bo pri tebi revež, kateri izmed tvojih bratov, v kateremkoli kraju v tvoji deželi, ki ti jo daje Gospod tvoj Bog, ne zakrkni svojega srca in ne zapiraj roke pred svojim revnim bratom. Varuj se, da v tvojem srcu ne bo nizkotne misli, da bi rekel, 7. leto se bliža, odpustno leto, in bi bilo tvoje oko podobno do revnega brata in bi mu ničesar dal. Vpil bi Gospodu zoper tebe in ti bi bil kriv. Ker v deželi ne bo zmanjkalo revežev, ti zapovedujem in pravim, široko odpiraj svojo roko bratu, ubožcu in revežu v svoji deželi. Tako Mojzes v svoji 5. Mojzesovi knjigi. Navedene plebiscitarne vsebine, naše mednarodne vključitve, stvarne potrebe Evropske unije so po novih vsebinskih povezavah in razodeta oblika delovanja v nas potrebujejo spoznanje, da moramo iskati primerne odgovore in na sodobne izzive, seveda v skladu z našo narodno istovetnostjo. Katoličani z ostalimi kristjani in vsi ljudje dobre volje v Sloveniji
smo pred zahtevno nalogo, kako pravilno brati vsebino plebiscita, kako ga razlagati danes in prihodnje, da bo še naprej navdih za naše družbeno, politično, gospodarsko, vzgojno, kulturno in obrambno delovanje. Kristjani smo najbolj poklicani, da državotvornim dogajanjem našega ljudstva zagotovimo izvirno vsebino in pravočasno opozorimo na možna nevarna pota ali celo na izdajo plebiscita. Zato veliko poslanstvo potrebujemo modrost, ki je hkrati človeška krepost in božji dar. Smo pa tudi prepričani, da sta molitev in post zagotovilo za takšno delovanje. Hvala. Spomladi se je rodila slovenska samostojna država in je, citiram, milostljivi čas med sinovi našega rodu vseh dob in let dni določil nas za zadnjo stražo svetega sadu. Ta vers je iz blagozvočne pesmi Janeza Menarta, ki jo je pod naslovom Slovenska pomlad posvetil domovini, mladi slovenski državi. Pesem nam bo predstavila spoštovana gospa Milada Kalezič, dramska igralka in članica igralskega ansambla SNG Maribor, ki se je prav tako prijazno odzvala prošnji organizatorja, da nastopi na nocojšnji akademiji. Gospa Kalezič, lepo prosim. Drevo slovenstva raste 1000 let in zdaj prišla je velika pomlad, ko odcvetel je hrepenenja cvet in že zori svobode zlati sad. Sad, ki zori, ni dar bogatih tal in sončnih dni in blagega dežja. Iz upanja pognal je sredi skal in rastel iz skrbi in iz gorja. In zdaj zori. In milostljivi čas je med sinovi našega rodu vseh dob in let in dni določil nas za zadnjo stražo svetega sadu, da ga z drevesa tisočletnih nad še zadnji hip nam ne ukrade tat. Gospod Tone Kuntner bo recitiral odlomek iz Prešernovega sonetnega venca, ki govori o pesnikovi želji po narodovi spravi, ki je danes še bolj aktualna in potrebna kot kdajkoli doslej. Da bi nebesa milost nam skazale, odtajat kranja našega sinove, njih in Slovencev vseh okrog rodove, z domačimi pesmam Orfeja poslali. Da bi nam srca vnel za čas dežele, med nami potolažil razprtije in spet zedinil rod slovenščine cele. Da bo sladkote njega poezije potihnil ves prepir, bile vesele viharjev jezdnih mrzle domačije. Sedaj bi moral spregovoriti brigadni general gospod Tone Krkovič, veteran vojne za Slovenijo ter ustanovitelj in prvi poveljnik specialne brigade Moris, ki je bila ključna vojaška enota pri zavarovanju samostojne Slovenije. Žal je moral sodelovanje odpovedati zaradi nepredvidenih in neodložljivih obveznosti. Tako se je povabilu, tako rekoč v zadnjem trenutku, zaradi česar ga organizator akademije ni mogel uvrstiti v objavljeni seznam govorcev,
prijazno odzval gospod Aleš Hojs, obrambni minister v Janševi vladi v obdobju od februarja 2012 do marca 2013 in predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Človek, ki je v času slovenske pomladi od leta 1989 kot član slovenskih krščanskih demokratov in koalicije Demos aktivno sodeloval v osamosvojitvenem procesu, enako pa tudi v vsem 25-letnem obdobju družbenega in gospodarskega razvoja Republike Slovenije. Gospod Hojs, prisrčno pozdravljeni v naši sredi, beseda je vaša. Spoštovani gospod Načkov, spoštovani cerkveni dostojanstveniki, predstavniki političnega, kulturnega in drugega javnega življenja, gospe in gospodje. Torej, uvod, ki ga je gospa prebrala, je kar malce pretiran. Jaz sem danes tukaj predvsem kot običajen državljan, kot predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in v tem duhu bi želel spregovoriti tudi nekaj besed. Običajno je vsak praznik, vsak rojstni dan, še posebej, če je v krogu, torej še posebej tak, kot je letošnji, srebrn razlog za praznovanje. V družinah, ko praznujemo rojstne dneve, se na takih srečanjih običajno veselimo, obenem pa se tudi spomnimo, kako smo prišli do tega veselja. Spominjamo se tega, kako smo preživeli čas do tega praznovanja in nenazadnje delamo načrte tudi za prihodnje. Danes smo v evangeliju slišali nekaj, kar nisem načrtoval povedati, ampak je bilo tako zelo vezano na to, kar sem želel, kar bom danes povedal, da moram poudariti. Danes smo v evangeliju slišali, da Gospod ve prej, preden ga prosimo, kaj potrebujemo. In če kaj velja za naš narod, za Slovence, je gotovo to, da je Gospod v tistih letih 88, 91 vedel prej, kaj potrebujemo, preden smo ga mi prosili. Milost, ki nam jo je Bog v tistih letih naklonil, seveda ni samo milost tistih 3-4 let. Odkrito je potrebno povedati, da smo srečne generacije, ki po tisti krvavi drugi svetovni vojni živimo v miru in da smo še posebej srečne generacije tiste, ki smo leta 90-91 iz naše domovine dobili našo državo, obenem pa se znebili tudi tistega hudega totalitarizma, znebili smo se komunizma. Takrat je bil vsak posameznik pomemben. Takrat je bil pomemben tisti, ki je pekel kruh, pomemben je bil tisti, ki je na barikadah nosil puško, pomemben je bil tisti, ki je tem vojakom poveljeval, pomembni so bili politični ljudje z vizijo, pomembni ste bili duhovniki, ki ste mnoge takrat tolažili in ravno zato nam je uspelo. Ne zato, ker smo bili enaki. Nismo bili enaki. Vsak je opravil svoj del naloge, vsak je opravil svoj del tistega, kar mu je Bog govoril in samo zato, ker je vsak opravil svoj del naloge, smo lahko uspeli. In ta naš čas, spoštovani, ni bil čas ali posledica tega, kar se je zgodilo v drugih vzhodnoevropskih državah, v drugih komunističnih državah. Naj vas spomnim na datum, ko smo Slovenci povedali, kdaj želimo živeti v samostojni državi, kdaj želimo živeti v demokratični državi in kdaj želimo, da bodo vsi ljudje
imeli enake možnosti in priložnosti. To je bilo že maja 1989. To je bil čas, ko smo prebrali Majniško deklaracijo in ne pozabite, to je bil čas, preden je padel Berlinski zid. Torej, Slovenci smo pred padcem Berlinskega zidu povedali, kaj želimo. In če smo pogledali nazaj, je prav, da seveda pogledamo tudi, kako je danes, kako želimo naprej. 2 točki Majniške deklaracije sta udejanjeni, sta izvršeni. Torej, živimo v samostojni državi, živimo v demokratični državi, imamo svobodne volitve, a vendar težko rečemo, da je uresničena tudi 3. točka. Tam v 3. točki piše, da bodo vsi naši državljani enakovredno, enakopravno po svojih možnostih lahko uporabljali, izkoriščali, pridobivali naravne in druge možnosti, ki jim jih ta država daje. Časi, ko smo živeli v družinah, ko se spominjamo svojega otroštva, so časi, ko se spomnimo na to, da tudi v naših družinah pravzaprav težko rečemo, da smo bili enaki. Kakšen brat je bil bolj sposoben, kakšna sestra je bila bolj pridna, kakšen je imel več talentov in kakšen je imel manj talentov. Ampak vendarle ostaja iz naših družin spomin, da so starši za vse otroke poskrbeli enako. Za tiste, ki so bili malo manj pridni, je bila vzpodbuda k več delu, za tiste, ki so se lažje učili, je bila vzpodbuda, da ta svoj talent razvijajo, in tudi mi v naših družinah, tisti, ki imamo otroke, vemo, da naši otroci niso vsi enako sposobni, enako pridni, enako čustveni. Pa vendarle želimo vsem našim potomcem nekako dajati to, kar jim lahko damo. In taka bi morala biti tudi naša domovina, naša država. Zato ponovno poudarjam, enakost, o kateri danes ob 25-letnici poslušamo zelo veliko, enake možnosti ne pomenijo, da bomo vsi enako revni, da bomo vsi enako bogati, da bomo vsi enako izobraženi. Pomeni pa, da naša država, naša domovina za tiste, ki so manj sposobni, za tiste, ki so bolni, za tiste, ki so socialno bolj odvisni, poskrbi. Da tiste, ki so sposobni bolj, da jih spodbudi v tej sposobnosti, zato da bodo tudi oni poskrbeli za tiste, ki so manj sposobni. In to je po moje potrebno jasno povedati ravno v teh dneh, ko mnogokrat slišimo, ne kregajte se, ne razdvajajte, ne razburjajte. 45 let smo, ali še dlje, pravzaprav dlje, 70 let smo v naši domovini, ne v državi, v naši domovini živeli z lažjo. Živeli z lažjo, kaj in kako so se stvari odvijale ob koncu druge svetovne vojne, kakšen genocid se je na naših tleh odvil. In mislim, da je prav, da teh laži ne ponavljamo tudi za čas naše osamosvojitve. Ni enostavno reči, da smo takrat bili vsi za. Bili smo, ja, ljudje so bili za. To so povedali v več kot 80% celotnega volilne populacije. Torej več kot 90% ljudi prišlo na volišče in več kot 90% se je odločilo za samostojnost. Pa vendar je prav, da povemo, da naši otroci ne bodo živeli v laži, kdo in kdaj je predlagal to, da živimo samostojno. Včeraj sem se zgrozil ob rezultatih, bolje rečeno ne rezultatih, ampak izsledkih ankete med našimi srednješolci. Te so povedali, da je za našo samostojnost najbolj zaslužen Milan Kučan in Janez Drnovšek. Šele kasneje so se na tem seznamu znašli
tisti, ki so pravzaprav bili voz, motor te samosvitve, voditelji Demosa, Ivan Oman, Lojze Peterle, Janez Janša in še bi jih lahko našteval. Ali ni tudi to del v laži, ki smo jo v teh 25 letih privzgojili našim zanamcem? Ali se ne ponavlja zgodovina tista iz leta 45-46? Zato, spoštovani, je po moje naša naloga, da ob tem, ko iščemo tiste sile, tisti voz, ki ga bomo skupaj potegnili v lepšo prihodnost, vendarle zelo pomembno dejstvo, in to je resnica. Resnica je tista, ki bo tudi za čas naše osamosvojitve prej ali slej prišla na dan. Zato je prav, da vsi skupaj težimo k temu, da bodo naši otroci čim bolje izobraženi, ne k temu, da bodo vsi v javni šoli. Zato je prav, da težimo k temu, da bomo vsi imeli boljšo zdravstveno oskrbo, ne da se bomo vsi zdravili v javnih zavodih ali pa da drugih zavodov kot javnih ne bomo imeli. Zato je prav, da vsi težimo k temu, da se tiste, ki kradejo, tiste, ki so nas oropali, tiste, ki kršijo človekove pravice, spodobno obsodi. Ne, da govorimo, da je naše sodstvo dobro. In če bomo z resničnimi nameni to počeli, smo ravno kristjani tisti, ki lahko damo temu narodu, tej državi, svetu vzgled. Na koncu naj vam vsem v tem jubilejnem mesecu, torej v mesecu, ko praznujemo našo srebrno državo, zaželim vse najlepše. Potrudimo se, da ta država ne bo samo naša država, ampak da bo resnično tudi naša domovina. Samospev Sanje Benjamina Ipavca bo zapela sopranistka Mojca Pušnik, učenka 4. razreda glasbene šole Antona Martina Slomška. Za njo pa bo nastopil tenorist Rožle Javornik, učenec 3. razreda glasbene šole Antona Martina Slomška s samospevom Benjamina Ipavca Če na poljane rosa pade. Pri klavirju profesorica Mirjana Kostič, mentor pevcev magister Aleš Marčič, ravnatelj glasbene šole Antona Martina Slomška.
Na poljane rosa pade, poljana ljubiča blešči. Če na poljane slana pade, pomlad jo Ostani lipe zelenijo, če ptičim poje maj. Ostani lipe govorijo, da vse se vrne kdaj. Leti pomladki v srce siješ, leti ne prideš več nazaj. Ah, če enkrat samo se skriješ, umrla si za vekomaj. Našemu povabilu se je odzval tudi dr. Ivan Štuhec, izredni profesor na Teološki fakulteti in strokovni direktor Zavoda Antona Martina Slomška. Vljudno ga vabim, da nam spregovori. Spoštovani, pred 25 leti smo na tem svetem kraju, podobno kot v Ljubljani pri frančiškanih na Tromostovju, organizirali molitvene ure za domovino in mir v njej. Ko so jugoslovanski tanki v Mariboru pomendrali prvo žrtev vojne za Slovenijo Jožeta Šimčika, to je bilo 24. maja 1991,
smo pred stolnico organizirali mirovni shod z lučkami, ki se je končal na prepolnem Rotovškem trgu. Od leta 1988 naprej smo v okviru študentske pastorale pripravljali pot slovenski samostojnosti na teoloških tečajih, danes se imenujejo Nikodemovi večeri, in drugih predavanjih in okroglih mizah, ki so se odvijala v škofijski avli. Škofijska avla je bila edini kraj v Mariboru, ki ga je prav cerkev dajala na razpolago za pripravo na slovensko osamosvojitev. Vse do pekrskih dogodkov so vse druge ustanove bolj ali manj čakale in gledale z distanco, kaj se bo zgodilo. V njej je bila prva okrogla miza predstavnikov mariborskega demosa. V njej so se zvrstila srečanja s vsemi predsedniki novonastalih političnih strank in drugimi pomembnimi osebnostmi, ki so odigrala ključno vlogo pri osamosvojitvi. Slovenski krščanski demokrati so za Maribor imeli svoj ustanovni sestanek v škofijski avli. Sivi panterji, predhodniki Desusa, pa v današnjih prostorih Slomškove knjigarne. Za drugi krog predsedniških volitev se je za Jožeta Pučnika pripravil in natisnil propagandni material v več 100.000 izvodih v škofijskem tiskarskem servisu. Da omenim samo nekaj dogodkov. Prav bi bilo, da bi nastala zgodovinska študija o tem, kako se je Maribor pripravljal na osamosvojitev. Iz mojega spomina rečeno bi dejal, zadržano, oklevajoče, rezervirano, strani starih partijskih struktur, ki so imele mesto večinsko pod oblastjo, prej nenaklonjeno kot naklonjeno. Že samo dejstvo, da je bila škofijska avla edini prostor, kjer so se odvijale prireditve v podporo slovenskemu osamosvojitvenemu procesu, nam pove vse in veliko. Organizacijsko smo večino stvari izpeljali z naslova študentske in izobraženjske pastorale z gmotno podporo škofijskega ekonomata. Od novinarjev, ki so te prireditve redno spremljali, naj izpostavim Frančeka Javka in Toneta Petelinška od RTV Slovenija, od večera pa Melito Forstnerič in Darko Zvonar Predan. Študentje in študentke, ki so bili aktivni v študentski pastorali, so se tudi kmalu vključili v univerzitetno življenje, kjer so prevzeli pobudo in zmagali na volitvah v študentski organizaciji. To je samo nekaj drobcev, ki bi jih bilo potrebno temeljito dokumentirati in predstaviti za celovito sliko slovenskega osamosvojitvenega procesa. 7. decembra 1988 smo imeli tukaj v stolnici študentsko mašo in molitveno uro. Na srečo sem našel pridigo iz tistega časa in iz nje bom zdaj vzel en citat. Citiral: da se po tej naši deželi pase malodušje in nemoč. Nič kolikokrat se sliši iz ust kristjanov, saj se nič ne da. Saj smo popolnoma nemočni, saj o vsem odločajo drugi. In druga misel, da se je v srca mnogih, predvsem mladih ljudi, naselilo nekakšno pišmeuharstvo. Ljudje so omejeni na svoje vsakdanje majhne problemčke, izolirani od javnosti, potegnjeni v svoj privatni svet povprečnega ugodja, brez zanimanja za dogajanja okrog sebe. Popolna resignacija nad sedanjostjo in brezbrižnost do vsega okrog nas sta znamenji, da smo duhovno stari in utrujeni, da smo v bistvu zastareli ljudje, brez moči in elana za drugačen in boljši svet, brez poguma za pobude na vseh ravneh življenja, brez vere, da je Bog zaupal tudi nam ta čas, ki ga živimo, in to deželo, v kateri živimo. Nič nam ne pomaga, če smo po letih mladi in atraktivni, če pa je naš duh utrujen in naveličan, če so naši obrazi izčrpani in zdolgočaseni, če so naše oči kalne in srepo zazrte v sanjski svet Bog ve kakšnih utopij. Konec citata.
Kljub tako pesimistični oceni stanja duha, ki sem ga takrat opažal predvsem med študenti, ki pa so vendarle vedno nekakšen lakmusov papir družbene temperature, so bili posamezniki tisti, ki so svojo jasno vizijo in odločnim korakom popeljali Slovenijo v osamosvojitev in do lastne države. Med tem je vsekakor potrebno na prvem mestu omeniti dr. Jožeta Pučnika, ki je del svoje mladosti in zapora preživel tudi v našem mestu. In to mesto se mu do danes še ni oddolžilo z resnim in vidnim znamenjem opravičila in poklona za pogum in vztrajnost. Razen novega spomenika majstru smo v Mariboru še vedno globoko zasidrani v realsocialistično ikonografijo glavne partizanske ceste in drugih revolucionarnih krvnikov, po katerih se imenujejo šole, ulice in trge. Tudi to nam nekaj pove o stanju duha v tem mestu pred in po osamosvojitvi. Vprašanje štajerske prestolnice in njene identitete ostaja odprto in nedorečeno. Čas Evropske prestolnice kulture je nakazal določene smeri, v katere bi se mesto moralo razvijati in najti svoj urbani jaz. A ta čas in njegovi protagonisti so mimo, v mestu pa vse po starem. Danes lahko in prav je, da kritično presojamo tudi to, kar se je dogajalo okrog škofije in na koncu škofijo samo. A vendar, uničenje vsega, kar se je gradilo 20 let, je velika zgodovinska napaka. Posledic ne čuti samo lokalna cerkev, posledice čuti mesto in celotna Štajerska. Z malo politične volje bi zvonovi še vedno lahko zvonili. Kajti podjetja, katerih solastniki so bili, še vedno živijo, delujejo in nekatera so celo v razcvetu. To pa je tudi dokaz, da v mariborskem primeru ni šlo za tajkunstvo. Slednje cerkvi bilo podtaknjeno in zlorabljeno za propagandne namene. S tem pa nočem reči, da nekateri posamezniki v cerkvi ne nosijo odgovornosti za prevelika tveganja, ki so omogočila, da se je zgodilo, kar se je. A čas vedno dela za močne in pogumne, za tiste, ki tvegajo sebe in ne žrtvujejo drugih. Tako je bilo v preroški tradiciji od stare zaveze do Kristusa in je tudi po Kristusu. Kot kristijani smo zakramentom svetega krsta potopljeni v trojno Kristusovo skrivnost, v duhovniško, preroško in kraljevsko službo. Prva pomeni služenje Bogu in drugemu, druga pomeni razlikovanje med tem, kaj je za človeka dobro in kaj ne. Tretja pa pomeni zmagovanje življenja nad smrtjo. V teh službah ni brezposelnosti in brezdelja. Te službe so odprte v prihodnost. Kristijani pa smo po njih posebej poklicani, da uresničujemo Božje kraljestvo v sebi, okrog sebe, v tem mestu, v tej deželi in v tej državi. Ob 25. obletnici samostojne Republike Slovenije si navzlic vsem pesimističnim analizam in negativnim dogodkom smemo in lahko s ponosom nazdravimo, kajti bili smo na strani služenja domovini in narodu, na strani dobrega za celotno skupnost in na strani življenja, ki je ob osamosvojitvi zmagovalo nad grožnjami smrti. Bog živi Slovenijo, Bog živi slovensko državo in nas, državljane. Hvala lepa, gospod Štutec. O odnosu Slovencev do domovine
je razmišljal tudi Ivan Cankar v odlomku z naslovom Domovinska ljubezen Slovenca. Gospod Tone Kuntner, lepo prosim. Domovinska ljubezen Slovenca je stvar čisto brez primere in podobe. Ne da se nikakor opisati. Ob njej se neha moja in vsaka umetnost. Primerjati bi mogel to ljubezen kvečemu z ljubeznijo do matere. Do mrtve matere, ki ne sliši več nobene zakasnele molitve, nobene prošnje za tolažbo in odpuščanje. Ob bežnem spominu v enem trenutku premeri in občuti človek vseh tisočero stopenj ljubezni. Od najstrašnejše bolečine do najslajše radosti. Kdor ljubi svojo domovino, jo z enim samim objemom svoje misli obseže vso. Ne samo nje, temveč vse, kar je kdaj ljubil in kar bo ljubil kdaj kasneje, zakaj ljubezen je ena sama in nerazdeljiva. V en sam kratek utrip srca je stisnjeno vse. Mati, domovina, Bog. K besedi vabim dr. Mitjo Štularja, strokovnjaka za telekomunikacije, do nedavnega predsednika programskega sveta RTV Slovenija ter enega od najvidnejših predstavnikov Zavoda za oživitev civilne družbe, pod čigar okriljem deluje tudi Civilna družba za pravično Slovenijo, ki pripada tudi organizator nocojšnje akademije skupina katoliških izobražencev v Mariboru. Dr. Štular bo spregovoril o vlogi in pomenu civilne družbe pri ustvarjanju pogojev za spravo ter spodbujanju pravičnosti v družbi in naših medsebojnih odnosih. Še posebej pa zavedanja in veselja ob dejstvu, da že 25 let živimo in ustvarjamo v samostojni državi Sloveniji. Prosim, gospod Štular. Spoštovani, samostojna država Slovenija je velik tisočletni dosežek, ki pa nas je morda prav zaradi njegove veličine nekoliko uspaval. Po 25 letih je jasno, da samostojnost ni prinesla vsega, kar si želimo. To ni bil all-inclusive paket, to ni bil končni cilj. Pač pa je bila samostojnost zgolj predpogoj za začetek gradnje demokratične, pravične in uspešne države. Samostojnost smo dosegli, demokratičnost pogojno, pravičnosti in uspešnosti pa nažalost ne. Ali, če sem optimist, še ne. A bo vedno veljalo, da je slovenska osamosvojitev veliko dejanje. Če izgleda, da je v Sloveniji premalo demokracije, pravičnosti in uspešnosti, še ne pomeni, da je karkoli narobe z njeno osamosvojitvijo. Samostojna Slovenija je temelj, ki ga moramo obravnavati z največjim spoštovanjem in ljubeznijo. Vedno braniti, ter nikdar in nikomur dopustiti, da po njem packa, maže ali nam laže z izmišljeno sliko lepih komunističnih ali kakšnih drugih časov. Zato izražam na tem mestu globoko spoštovanje in zahvalo vsem, ki so bili res in iskreno v prvih vrstah slovenske osamosvojitve in so k njej pomembno pripomogli. Vedno jim bomo hvaležni. Zavedati pa se moramo, da samostojna država Slovenija ni nekaj samoumevnega in zavedno pridobljenega. Če je ne nadgradimo z demokracijo, pravičnostjo in uspešnostjo, je tudi samostojnost vprašljiva, nesmiselna ali najmanj zelo ranljiva.
V Matejevem evangeliju je zapisano: vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. Ne dopustimo, da bi se kaj takšnega zgodilo tudi nam. Namreč, da drevo naše samostojnosti ne bi obrodilo dobrih sadov. In pomislimo, da morda kdo, ki samostojne Slovenije ne želi, čaka prav na ta trenutek. Analize trenutnega stanja kažejo veliko slabosti v gospodarstvu, v medijih, politiki, javni upravi, šolstvu, sodstvu. To samo po sebi še ne bi bila katastrofa, kajti slabosti je vedno mogoče odpraviti, če obstaja volja in če obstajajo sposobni ljudje na pravih mestih. Ampak prepogosto vidimo, da sposobnost in izkušnje niso merilo za vstop na kadrovski vrtiljak. S kadrovskimi izbirami si delamo škodo doma in sramoto v tujini. Državljani marsičesa sploh ne opazimo, ker je zamolčano. Marsikaj dojamemo drugače, kot je v resnici, ker je medijsko zmanipulirano. Kvalitetni posamezniki zapuščajo državo, ker doma zaradi negativne kadrovske selekcije ne dobijo priložnosti. Vse bolj je spet vidna delitev na tiste, ki so na pravi liniji, ki so prvorazredni, in one, ki so na domnevno napačni. A vendar v upravičilo. 25 let v življenju države je kratka doba. Je res četrt stoletja, a ni, če govorimo o državi, še niti puberteta. Zato naj nas ne prevzame pesimizem. A kar nas vseeno mora skrbeti, pa je, da nas države, ki so se rodile ob istem času in podobno ali še bolj nedonošene kot Slovenija, z velikimi koraki dohitevajo ali prehitevajo. Zgolj zato, ker so se bolj odločne spopadle z resnico in se niso slepile z domnevno lepoto obleke nagega cesarja. Moč naroda je v kvaliteti ljudi, njihovih voditeljev in njihovem pogumu. Kvalitetnih ljudi je med nami veliko, to verjamem, a so zadržani, se ne izpostavljajo in zelo neradi vstopajo v civilno družbeno življenje ali v politiko. Zaradi previdnosti, strahu ali pa zaradi negativnih izkušenj. S pravimi voditelji je kriza tudi zato, ker jih mediji nesramno in preventivno kurijo, uničujejo, polivajo z blatom kar po spisku. Naša prevladujoča praksa in model je tako nekaj mevžastega, bleferskega, neprepričljivega, netransparentnega, malo nesposobnega in predvsem zelo neodločnega, a medijsko ustrezno podprtega, da traja vsaj eno volilno tekmo in dobro polovico mandata. A je po nekaj takšnih ciklih verjetno vsem jasno, da tako ne moremo naprej. Danes, ko se je začela 9-dnevnica za domovino, zato posebej izpostavljam dvoje. Pogum in modrost. Tega dvojega potrebujemo, če se potrošniško izrazim, v veliko večjih količinah, kot smo bili deležni ali smo konzumirali do sedaj. Poguma rabimo, da bomo kritični in glasni izzivalci nesmislov, ki se nam dogajajo. Poguma za nenehno opozarjanje, da je to igra za naš denar in da za ta denar pričakujemo pravičnost, uspešnost, profesionalnost, kvaliteto. Poguma, da bomo spodbujali in podpirali vse tisto, kar je dobro med nami, pa čeprav ni mainstream, čeprav je to plavanje proti toku in ne izgleda v nekem trenutku oportuno. Poguma, da se bomo odločali za civilno družbeno delovanje in politiko, ker je to edina pot do sprememb. In modrosti,
da bomo tolerantni za milimetrske razlike med nami, ker želimo združiti moči za odpravo kilometrskih odklonov od normalnosti. Modrosti, da bomo delali prave stvari na pravi način in da bomo znali samozavestno sodelovati tako, da se ne odrečemo našim temeljnim vrednotam. In modrosti, da bomo, kot pravi evangelij, ločili zrno od plev ali, kot pravi Matej, da se bomo varovali lažnih prerokov, ki prihajajo v ovčjih oblačilih, znotraj pa so volkovi, grabežljivi volkovi. Zato smo, spoštovani, pred veliko odgovornostjo. Če so generacije osamosvojiteljev opravile svojo nalogo in osamosvojile državo, potem morajo vse naslednje generacije vlagati napor, da bodo na drevesu te samostojnosti rasli dobri sadovi, ki bodo vsem državljanom v dobrobit, ponos in veselje. To je odgovornost tudi sedanje aktivne generacije. Zato združimo napore, da bomo živeli v Sloveniji, ki bo demokratična in pravična, gospodarsko uspešna, politično zrela in modra, medijsko korektna in profesionalna, odprta za kritične izzive in iskanje najboljših poti, samokritična in netolerantna do stranpoti, prevar in zablod, resnicoljubna do preteklosti in sedanjosti, ambiciozna pri ustvarjanju prihodnosti, zdravo samozavestna v odnosu do drugih držav in skupnosti, enostavna in zdravorazumska in predvsem, da bo to naša država, da bo to država, v kateri želimo živeti. In takšno državo moramo skupaj soustvarjati. Zato, spoštovani, ob 400-letnem jubileju želim vse najboljše v prihodnje naša Slovenija. Danes je med nami tudi znani Mariborčan dr. Aleš Maver, docent za zgodovino starega veka in lektor za latinščino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ter profesor latinščine in teologije pri katedri za zgodovino cerkve in patrologijo na Teološki fakulteti. Je odgovorni urednik revije Tretji dan in odgovorni urednik ter kolumnist spletnega magazina Časnik, publicist, prevajalec, politični analitik in tako dalje. Izjemno delaven, ustvarjalen in aktivno prisoten na številnih področjih, da vseh na kratko niti ni mogoče omeniti. Gospod Maver, lepo prosim, beseda je vaša. Spoštovani gospod Načkov, spoštovani gospod podžupan, najprej moram reči, seveda, če je že gospod Hojs rekel, da je bila predstavitev pretirana, sem se jaz skoraj pogreznil v zemljo, ker sem, vsaj to lahko rečem, po naravi izjemno len, tako da vsaj ena opredelitev ni držala. Poleg tega si bom drznil biti danes izrazito neizviren in celo okrasti svojega dobrega prijatelja in vse tiste, ki so v zadnjih 2 desetletjih postavljali rojstvo in razvoj naše mlade države ob bok izhodu izvoljenega ljudstva iz Egipta. Pri tem sem seveda v zadregi najprej zato, ker svojim študentkam in študentom pravzaprav razlagam, da se izhod iz Egipta v takšni obliki, kot je opisan v Peteroknjižju, najverjetneje ni zgodil. Drugič pa tudi zato, ker se svetim Avguštinom zavedam, da imajo svetopisemski dogodki neko posebno težo in jih ni mogoče kar tako po nemarnem primerjati z drugimi zgodovinskimi prelomnicami. A vendar je
prežeta svetopisemska pripoved s toliko čisto naravne človeške modrosti, da kar kliče po primerjavah. Zlasti zato, ker izhaja iz izkušnje majhnega naroda, ki je bil skozi zgodovino velikokrat tepen, tudi zaradi svoje neumnosti, in je zato drugače kot veliki narodi, Perzijci, Grki, Rimljani, Britanci, Rusi in Američani, zmogel vsaj na pol iskreno pogledati tudi na svoje napake. Kateri od teh velikih narodov bi recimo postavil spomenik preroku, ki je na svoje ljudstvo priklical sušo in lakoto, kot je spomenik postavil modri sirah v berilu, ki smo ga poslušali preroku Eliju. Vidim tukaj predvsem 3 točke, kjer je primerjava med potjo izvoljenega ljudstva iz Egipta in našo potjo zelo umestna. Na prvo točko ob vsem tudi upravičenem jamranju, ki smo ga zdaj že kar nekako navajeni, radi pozabimo. Iz Stare zaveze je zelo jasno, da med Egiptom in novo obljubljeno deželo ni nobene primerjave. Tudi Hebrejci, tudi Izraelci, tudi Judje stokajo, ampak izkušnja čudežnega Božjega posega, ki jih je izpeljala iz Egipta, jim daje moč za soočanje z vsemi nadaljnjimi zgodovinskimi izzivi. In drznem si reči, da niti krščansko oznanilo brez tega temelja ne bi moglo imeti tolikšne moči, kot jo ima. Zato tudi med našo novo deželo in našim Egiptom ni nobene smiselne primerjave. Seveda ima neodvisna in demokratična Slovenija 1001 napako in nesmiselno bi bilo, če bi rekli, da ni tako. Ampak nobena od teh napak in niti vse skupaj ne morejo odtehtati stranpoti dežele, iz katere smo išli. Mislim, da bi se tega zlasti morali zavedati kristjanke in kristjani v Sloveniji, ki smo bili v svojem Egiptu odrinjeni iz javnega prostora, odrinjeni na rob. Celo velikonočni prazniki pri sosedih niso smeli biti poimenovani s svojim praimenom, ampak so menda v Avstriji imeli pomladanske počitnice. Zavedam se, da je morda tudi med vami kdo, ki se mu zdi, da je bilo praznovanje Božiča s kontrolkami in spraševanjem v šoli, brez lučk na cestah in pa z izmikajočimi odgovori, da ti daril ni prinesel dedek Mraz, pristnejše, bolj avtentično kot današnje praznovanje, ko imamo lučke, ampak sam bi se s tem zelo, zelo težko strinjal. Druga točka je bolj boleča. Mislim, da gre tu za neko odločitev Slovenk in Slovencev ali pa vsaj večine Slovenk in Slovencev kot skupnosti. V zadnjega četrt stoletja smo se v glavnem vedli tako, kot bi se Hebrejci vedli, če bi na neki točki na začetku puščave rekli Mojzesu: hvala lepa, da si nas izpeljal čez Rdeče morje, oziroma popeljal čez Rdeče morje, ali se mu morda zahvalili s tisto pesmijo Uda Jürgensa, ki jo nekateri poznamo iz risank o Tomu in Jerryju: Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir. Zdaj pa naj nas vodijo tisti, ki so med nami imeli glavno besedo že v Egiptu. Saj ti vedo, kako se reči streže, čeprav so nas nadzorovali, čeprav so nas nekoč ovajali. In ves čas teh 25 let si pravzaprav večina naše skupnosti prizadeva, da bi obdržala čim več Egipta v obljubljeni deželi. In zaradi tega
vodstvo zaupa torej najboljšim poznavalcem egiptovskih razmer. Mogoče so bile v Egiptu plače res slabe, mogoče smo bili velikokrat tepeni, mogoče je kdo kdaj izginil brez sledu, mogoče so se kdaj spravili tudi na naše prvorojence, ampak življenje je bilo preprosto in nezapleteno. In faraon in njegovi valpti so vedno povedali, kaj so pravi odgovori in kaj je treba v določenem trenutku storiti. Egiptovske ribe, čebula, česen, lubenice, kumare in dinje so bile izjemno nevaren privid že za Hebrejce v puščavi, zdi pa se, da se tega privida svojih egiptovskih dobrin nismo uspeli otresti v zadnjih 25 letih. Na koncu se mi zdi primerna za primerjavo še tretja točka, ki me pravzaprav najbolj žalosti. Iz starozavezne pripovedi je kristalno jasno, da bodo lahko v novi deželi povsem svobodno zadihali in zaživeli šele tisti, ki nikoli niso poznali Egipta. Boli me, ker sam ne sodim mednje, ampak z vsakim letom bolj razumem, kaj je hotel sporočiti svetopisemski pisatelj, ki je celo Mojzesa, kot smo že slišali danes, pustil pred vrati obljubljene dežele. Toda tukaj trčimo ob težko razumljiv paradoks. Pripadniki najmlajšega rodu Slovencev, tisti, ki so se rodili po osamosvojitvi ali pa tik pred njo, imajo velikokrat občutek, da je demokratična in neodvisna Slovenija nanje pozabila ali pa da jih je celo potisnila na stranski tir. In potem ni čudno, da ravno med temi rodovi, ki Egipta sploh niso poznali, slišimo zamisli, da bi pa utegnilo biti življenje v Egiptu boljše, kot je naše življenje v novi deželi. Zato se mi zdi, da bomo srebrni jubilej svoje države najbolje počastili s tem, da ravno te mlade postavimo v ospredje in da jim skušamo učinkovito predstaviti nepresegljivo in nepremostljivo razliko med deželo, iz katere smo izšli, med svojim Egiptom, in med tisto deželo, v katero smo se napotili in v katero, kot kaže, šele stopamo. Hvala lepa. Tako, naše druženje z uglednimi govorci in imenitnimi izvajalci kulturnega programa Akademije v počastitev 25. rojstnega dne domovine se počasi bliža koncu. Prisrčna hvala vsem in vsakemu posebej, pa tudi vam, drage udeleženke in udeleženci začetka vseslovenske 9-dnevnice ter Akademije. Gospodu Kuntnerju, gospodu Hojsu in dr. Štularju še posebna hvala, ker ste se potrudili priti med nas iz Ljubljane. Verjamem, da nam bo celotno nocojšnje dogajanje, začenši sveto mašo za domovino, nagovorom našega nadpastirja in metropolita monsignorja Alojzija Cvikla ter čaščenje in zahvala našemu Gospodu in odrešeniku Jezusu Kristusu ostala v lepem, trajnem spominu. Vsaka dobra jed se zaključi s sladico, zato velja na podoben način zaključiti tudi nocojšnje druženje. S priboljškom za dušo in srce namreč, ki nam ga bo ob koncu podaril naš cenjeni in vselej dobrodošel gost, pesnik Tone Kuntner, s še eno svojo pesmijo o domovini.
Pa en aplavz za našo domovino še na koncu. Ta luč ni od včeraj in ni samo moja. Ta luč ne gori od danes do jutri. Gori in sveti iz davne preteklosti v davno prihodnost. Ta luč je spomin, ta luč je upanje. Nekdo jo je davno nekoč prižgal in je svetila kakor trstenka, kot oljenka, sveča, kot petrolejka, kakor karbidovka, kot plamen, kot kres, kot ogenj v strehi, kot velik požar in kakor žerjavica, ki je velikokrat skoraj ugasnila. A ni ugasnila, ker jo varujemo kot luč svojih oči, ker jo predajamo neugaslo, preden ugasnejo naša življenja. Brez te luči ne bi znali živeti. Brez te luči bi bila tema.